Takole, lep pozdrav, sedaj tudi uradno. Kaj naj rečem? Na koncu začetka enega velikega, mukotrpnega včasih, pa vendar po drugi strani tudi navdušujočega in kreativnega dela. Tako da tudi Ministrstvo za kulturo z današnjim začetkom javne razprave v resnici izpolnjuje svoje obljube, dane na začetku pred slabimi 4 meseci, ko smo prišli, da bomo to postorili. Danes, današnji dan kot začetek te javne razprave, ki bo trajala celotno poletje zaradi časa dopustov, pomeni na en način tudi naš poizkus, pa ne samo poizkus, ampak tudi v resnici željo, da tudi v tej javni razpravi še dodelamo, še izboljšamo, še prilagodimo, še nekako osmislimo to prenovo, ali kakorkoli bi imenovali, medijske zakonodaje, seveda tudi še na višjo raven. Ne smem tudi pozabiti se zahvaliti in pohvaliti, če je to primerno, vso ekipo, ki je sodelovala pri pripravi vsega tega gradiva, ki je zdaj v takšni ali surovi obliki vendarle pred vami. To je predvsem magister Tanja Kerševan-Smokvina, ki je duša bila vsega tega pogona, včasih že malo obupana, včasih malo jezna, včasih utrujena, pa vendar danes, ko vse tole prihaja pred nas, mislim, da kar zelo zadovoljna. In seveda vsi tudi njeni sodelavci, brez katerih seveda vse tole niti ne bi nastalo. Tako da jaz zdaj hvaležno predajam besedo gospe Tanji. Tanja, izvoli. Hvala. Bomo malce počakali. Naj vas opomnim, da je gradivo v nelektorirani različici, bo pa danes objavljeno. Hvala, minister. Tudi jaz sem zadovoljna predvsem, da je ta prva etapa za nami, da smo se držali roka in da smo dejansko v tem času uspeli, sicer na temelju vseh predhodnih spoznanj, ki jih pravzaprav že leta zbiramo in spremljamo, uspeli pripraviti neko dokaj, po moji oceni, celovito spremembo zakona o medijih oziroma predlog spremembe zakona o medijih. Če bi izpostavila samo nekaj temeljnih značilnosti te novele, bi rekla, da je temelji na novi definiciji medijev, ki prepoznava nove oblike posredovanja medijskih vsebin in utemeljuje to dejavnost posredovanja medijskih vsebin kot tisto, ki jo od ostalih oblik posredovanja vsebin razločuje koncept uredniške odgovornosti. Torej, namen tega zakona je še vedno in predvsem urejati medije, vendar medije, kakršne poznamo danes, in medije, ki jih ne definiramo več s sklicevanjem na tehnologijo prenosa. Od ostalih oblik, recimo od platform za distribucijo vsebin, jih razločuje prav ta koncept uredniške odgovornosti, ki smo ga vzeli iz direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki ga je bolj natančno definirala, in glede na to, da so avdiovizualne medijske storitve pravzaprav podpomenka medijev, kakor jih razumemo pri nas, smo pa skrbeli tudi za to, da sta ti dve definiciji usklajeni. Saj namreč moramo že do septembra naslednje leto sprejeti tudi novelo zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah. Torej, že vnaprej pazimo, da ne bo prihajalo do neskladij. Lahko mikrofon uporabimo. Prosim, če lahko premaknem kakšno od teh naprav. Lahko pa na prenosnega čakate. Izvolite.
Torej, a se deluje? Ja. Naslednji večji sklop sprememb, se slišimo? Ne? Naslednji večji sklop sprememb je vezan na opredelitev javnega interesa v sodobnem kontekstu, ki ga zaznamuje vpetost tega našega majhnega nacionalnega medijskega trga v širši, v globalni trg, ki ga obvladujejo digitalni tehnološki velikani. In v tem kontekstu vidimo smisel in potrebo, da država prepoznava potrebo po ohranjanju novinarskih profilov in po ohranjanju specifičnih, zahtevnejših novinarskih žanrov, ki jih trg sam ne podpira, ne zagotavlja v dovoljšni meri. Tukaj smo pripravili dve shemi javnih podpor, in sicer tako, da smo obstoječo shemo, ki je bila do sedaj namenjena predvsem programom posebnega pomena, nadgradili še z eno, s katero bomo predvsem izvajali podporne ukrepe, kakor sem že omenila, ohranjanju delovnih mest v novinarstvu, tudi možnost bo dajanja delovnih štipendij za preiskovalne projekte v novinarstvu. Okrepili smo področje spodbud za medijsko pismenost, ki smo jo tudi jasno definirali v zakonu o medijih, jo prepoznali kot pomembno in namenili sredstva za to. Smo? Lahko nadaljujem? Ja. No, torej, en sistem ukrepov je namenjen urejanju medijskega trga, zagotavljanju večje preglednosti na tem trgu. Odpravili smo vpisovanje v razvid medijev kot neko vstopno administrativno oviro za vstop na ta trg. Po novem ohranjamo razvid medijev samo še kot evidenco, ki omogoča preglednost nad trgom. S tem sledimo tudi določilom Konvencije o zaščiti človekovih pravic in praksi Evropskega sodišča za človekove pravice. Saj namreč pri nas smo imeli do sedaj s tem vpisovanjem razvid in potem še kasnejšim večkratnim licenciranjem uveden nekakšen dokaj rigiden, administrativno zahteven sistem večkratnega licenciranja. Menimo, da v današnjem času ni več potreben in upravičen. Posodobili smo tudi model omejevanja škodljivih učinkov koncentracije medijskega lastništva. Poudarjam omejevanje škodljivih učinkov, namreč dosedajšnji sistem je temeljil na dokaj rigidnih omejitvah navzkrižnih povezav. Določeni učinki so bili utemeljeni še z presojo na podlagi analognih tehnologij. Zdajšnji model omogoča več prožnosti, tudi prenaša odgovornost za vodenje postopka na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve. To smo storili po skrbnem posvetovanju z Ministrstvom za javno upravo in tudi samim regulatorjem. Vključuje pa tudi vlogo Agencije za varstvo konkurence in Ministrstva za kulturo. Ministrstvo za kulturo nastopi tu v vlogi podajalca mnenja za presojo javnega interesa, kadar gre za koncentracije na področju medijev. Določili smo tudi pragove, v katerih primerih je treba take koncentracije prijavljati, ki so nižji, kot sicer velja v splošni zakonodaji, ki uravnava konkurenco na trgu in so specifični za medije, in določili tudi set kriterijev, ki določajo ta test javnega interesa, da bi kar se da omejili neko arbitrarnost in subjektivnost tega mnenja. Določili smo tudi sodelovanje posebne strokovne komisije, ki se imenuje na podlagi javnega poziva izmed strokovnjakov specifičnih področij, ki jih predlagajo relevantna združenja in stanovske organizacije z tega področja, torej z področja medijev.
Skozi ves zakon vlečemo to načelo tehnološke nevtralnosti, torej povsod odpravljamo sklice na prenosne poti in tudi odpravljamo vse administrativne ovire in zahteve, ki po našem mnenju niso preživele preskusa časa. Ne. Mi dejansko imamo opravka zdaj z zakonom o medijih, ki je bil utemeljen na analognih konceptih, ne, izhaja iz leta 2001 in je bil potem minimalno spreminjan in včasih tudi zelo parcialno spreminjan, ne, in zato smo šli čez popolnoma ves zakon in pregledali, kaj dan danes sploh učinkuje, kaj se izvaja, kaj je možno izvajati, kaj je smiselno izvajati in vse, za kar nismo našli neke pametne razlage, zakaj bi to zadržali, smo izbrisali, tako da pridobivamo nek lažji, vitkejši zakon, če lahko tako rečem. Hkrati smo pa za tiste stvari, ki so pa po naši oceni nujne, da jih ohranjamo in celo krepimo, smo pregledali, kako so določene na ravni samega izvrševanja, torej na ravni sankcij. In ugotovili smo, da za številne imamo samo nekakšne napotilne določbe, ne, in invalidne pravne norme, ki smo jih potem, če smo se odločili za ohranitev, smo jih dopolnili tudi z možnostjo inšpekcijskega ukrepanja oziroma izrekanja sankcij. Prenovili smo tudi del zakona, ki ureja globe, in sicer tako, da smo določili več razponov teh glob za različne kršitve. Nekako smiselno tako, da kadar gre za kršitve, s katerimi lahko medijska podjetja ustvarjajo profite, se pravi, imajo od njih neko gospodarsko korist, v takih primerih so sankcije višje. Nižje sankcije so, kadar imamo opravka s kršitvami, ki so vezane na vsebine. Ker ne želimo, da se zakon o medijih spremeni v sredstvo kaznovanja medijev, sploh ne zaradi njihovega opravljanja te temeljne naloge, ampak da želimo, da imajo sankcije samo neko preventivno funkcijo in da omogočajo izvrševanje tega zakona. Torej, na splošno smo bistveno zmanjšali vse sankcije in uredili te segmente, ne, po posameznih področjih kršitev. Ne bi šla dalje v podrobnosti, bi vas povabila kar k vprašanjem. Za zaključek bi samo še to rekla, ne. Eno je zakon, ne, drugo je pa potem sama implementacija. Tako da tega se mi dobro zavedamo tudi zaradi izkušenj iz preteklosti, ne. Se ministrstvo zaveda in se tudi zavezuje, da bomo poskrbeli za ustrezno implementacijo in ustrezno okrepili naše službe, ne, da bodo dejansko lahko izvajale te povečane naloge, ne, ki jih ta zakon nalaga v končni fazi tudi Ministrstvo za kulturo, ne. Ustrezno se bo moral okrepiti tudi regulator, torej AKOS, in zanj smo za določbe oziroma za področja, ki smo jih naložili AKOS-u, smo predvideli tudi potem dodatna sredstva, ne. Torej ta področja z nekimi novimi pristojnostmi se po naši oceni ne bi smela financirati samih prispevkov industrije, ne, ki financirajo zdaj AKOS, ampak bi morala biti sredstva za to zagotovljena iz državnega proračuna, ne, ker gre za tipično izvajanje nekih javnih pooblastil. Še eno področje, ki nas nekako, da ne uporabim prestrogega izraza, ne, ki nas intrigira, ne, hotela se reči boli in muči, ampak dejansko nas bolj, bi rekla, zavezuje, in to je področje raziskav, področje spremljanja stanja na trgu, ne. Mi smo zdaj izrazito podhranjeni na tem področju, ne. Je pa naša ideja, da svoje politike utemeljujemo na dejstvih, dokazih, raziskavah, ne, in tudi tukaj je naša ideja in prizadevanje, da v prihodnje to področje še bolj
okrepimo, da bomo dejansko res sprejemali popolnoma informirane odločitve. Kar se tiče pa samega procesa sprejemanja tega zakona oziroma oblikovanja, danes začenjamo javno razpravo, ki bo odprta 2 meseca, polna 2 meseca do konca avgusta. S tem nekako omogočamo, da imajo vsi možnost sodelovanja ne glede na čas dopustov. Mi se te razprave zelo veselimo. Področje medijev je tako pomembno, da enostavno si ne moremo privoščiti sprejemanja zakona po nekih hitrih postopkih in v nekih zaprtih krogih. Zato si želimo, da je ta razprava čim bolj široka, čim bolj odprta, čim bolj argumentirana. In na podlagi izsledkov te razprave bomo jeseni tudi pripravili javno tribuno, na kateri bomo predstavili rezultate in se potem mogoče še posvetovali o določenih rešitvah, ampak glavna ideja je pač, da vam dajemo v razmislek danes te naše predloge, ki pa jih seveda skozi ta proces javne razprave in usklajevanja lahko še nadgradimo. Tako da hvala tudi sodelavcem za teh res par mesecev zelo intenzivnega dela in tudi oni so tukaj z nami, gospa Tamara Vonta, generalna direktorica Direktorata za medije, gospod Branko Jezovšek, glavni pisec, glavni pravnik na tem oddelku, imamo pa še nekaj drugih sodelavcev, ki so tudi prispevali in vsi smo danes tukaj, da lahko odgovarjamo na vaše vprašanje. Tako da prosim, kar izvolite.